Se opravičujem. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, lep pozdrav na 4. SBC webinarju, tokrat na temo vodenje v času krize, kako ostati psihološko fit in uspešno voditi ekipo v času negotovosti. Webinar organizira SBC v sodelovanju s podjetjem Competo, članom SBC-ja. Najprej majhno tehnično navodilo. Vse udeležence prosim, da izklopite zvok in video, tako bomo tehnično bolj kvalitetno lahko izpeljali naš spletni seminar. SBC webinar se snema in po zaključku vam bomo poslali tudi video. Tema je še posebej zanimiva, ker smo v kriznih razmerah zaradi pandemije COVID-19. Vsi vemo, kaj pomeni biti v dobri telesni kondiciji, kaj pa pomeni dobra psihološka kondicija. Je v dobri psihološki kondiciji tisti, ki ga ni ničesar strah? Morda tisti, ki mu pri najtežjih pogajanjih ne trzne mišica na obrazu? Ali tisti, ki se zvečer mirno zlekne v posteljo in trdno zaspi, ne glede na turbulence minulega dne in ne glede na to, da ne ve, kaj bo prinesel jutrišnji dan? Dobra novica je, da lahko psihološko kondicijo treniramo, kot tudi to, da lahko svoj slog vodenja izpilimo skladno s svojo osebnostjo in izzivi, ki nam prihajajo naproti. O psihološki kondiciji bo predaval dr. Aleksander Zadel, psiholog ter partner in direktor v podjetju Competo, ki je tudi član SBC-ja. Naš današnji gost bo ob koncu odgovarjal tudi na vprašanja udeležencev. Webinar odpiram, Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na 4. SBC webinar prijavilo 60 slušateljev, v tem trenutku jih je skoraj 40 med vami že prisotno, ali to je že skoraj četrtina vseh članov SBC-ja. Webinar bo tokrat potekal povsem pod taktirko izkušenega dr. Aleksandra Zadela. Zaželeno je, da postavljate vprašanje že tekom predavanja, tudi na koncu bo predavatelj na voljo za odgovore na vaše vprašanja. Na voljo je več možnosti za vaše vprašanja, v pogovoru chat med predavanjem, v pogovoru chat na koncu, ko bo čas za vprašanja, in na koncu predavanja lahko tudi dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand. Ko vam bo predavatelj predal besedo, prosim samo, da vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. Kot rečeno, po webinarju boste prejeli posnetek predavanja in kontakt predavatelja za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste nam se pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Sam se vrnem nazaj s kakim vprašanjem, zdaj pa z veseljem prepuščam besedo našemu današnjemu predavatelju, dr. Aleksandru Zadelu. Gospod Zadel, beseda je vaša. Gospod Zadel, samo trenutek. Mislim, da vas ne slišimo, ne vem, če imate vklopljen mikrofon. Gospod Zadel, še vedno vas ne slišimo. Vidimo vas, ne slišimo pa vas ne. Halo, se slišiva? Samo trenutek, bomo poskušali vse urediti.
Halo, gospod Zadel, še vedno vas ne slišimo. Predlagam, da za trenutek prekinemo in poskušamo popraviti zvok, vas pokličemo in potem se vrnemo nazaj. Evo, zdaj ga nimam več, zdaj bi... Se me sliši, grozljivka? Dobro, se prekinjam tule. Pozdravljeni, zdaj me slišite, me lahko kdo potrdi, da me zdaj sliši? Evo, potrjujem, da slišimo, uredili smo tehnične težave, tako da gospod Zadel, beseda je vaša, izvolite. Najlepša hvala, se opravičujem za to nerodnost, ob 9:15 smo to vse pretestirali, je delalo in potem ne vem, zakaj se je zahakljalo. Torej, ne bom izgubljal časa zdaj z opravičevanjem. Vabim vas k aktivnemu sodelovanju, namenoma nimam odzadaj nobene tudi, bom rekel, prednastavljene slike, imam tablo, če me boste kakorkoli vprašali, kar nimam pripravljeno, bom narisal, napisal, tako da bomo naredili to srečanje zdaj v času, ki nam je ostal na voljo, kar se da dinamično. Nekaj časa bom z vami delil screen, ker sem pripravil na določeno prezentacijo, nekaj časa bom na ta način, kot sem tukaj, tako da se veselim tega, da bom dobil tudi od vaše strani namige, vprašanja, komentarje in tako naprej. Zdaj vam samo dam še, evo, predstavitev. Torej, izhajal bom iz potreb, ki jih imajo ljudje pri delu, ki jih imamo vsak dan. Izhajal bom iz psihologije vodenja, iz čustev, ki nastanejo ves čas v nas, v najrazličnejših situacijah. Govoril bom o negotovosti, govoril bom o zaupanju, ki se vzpostavlja med ljudmi in je izjemno pomembno za našo psihološko trdnost, za naše počutje in ne nazadnje verjetno za tisto, kar vas vse zanima, za učinkovitost. Torej, kako v teh zahtevnih razmerah upravljati tako sebe kot svoja podjetja. Jaz bom postavil ogromno vprašanj in bom zelo vesel, če boste vprašanja postavljali tudi meni. Meni najljubša definicija vodenja govori o tem, da v bistvu, če bi lahko sami delo opravili, ne bi rabili drugih ljudi. In tisti trenutek, ko ne moremo vsega dela opraviti, potrebujemo druge ljudi in v tistem trenutku se je treba dogovarjati, kaj bomo naredili, kako bomo naredili, do kdaj bomo naredili in tako naprej. To pomeni, vsako vodenje je v svoji temeljni osnovi doseganje ciljev s pomočjo drugih ljudi. In če se strinjamo s to izjemno preprosto definicijo, je seveda naslednje vprašanje, v kakšnih odnosih naj bomo s temi ljudmi. Verjetno si je vsak od vas zdaj odgovoril, ko je izbiral med dobrimi ali slabimi, seveda je ideja, da bi bili z drugimi ljudmi v dobrih odnosih. Torej, to, da mi
ne glede na zunanje razmere, ne glede na okoliščine, ki so lahko bolj ali manj zahtevne, poskrbimo, da smo z ljudmi, s katerimi dosegamo zahtevne, skupne, pomembne cilje v dobrih odnosih, ena od seveda prvih prioritet. Verjetno ste na najrazličnejših delavnicah se pogovarjali o tem, kaj so ključni dejavniki uspešnega vodenja, kako voditi in tako naprej. Tukaj bi rad samo opredelil tiste 3 zelo pomembne dejavnike, brez katerih seveda se noben sistem ljudi ne premakne za milimeter. Torej, prva stvar, ki jo ena ekipa ali pa posameznik naj bi vedela, je, kaj je za narediti, kaj je delo, ki ga je potrebno opraviti. Kaj so cilji? Seveda, če imamo mi jasno opredeljene cilje, rezultate, smer, v katero gremo, seveda se sprašujemo, ali smo sposobni tja priti. Torej, kako eno delo opraviti? Ali imamo kompetence, ki nam omogočajo, da pridemo na cilj, da delo opravimo? In seveda, ključna stvar, seveda mi imamo lahko zelo jasne cilje, lahko tudi vemo, kako priti do cilja. Če nimamo volje za priti do cilja, seveda tja ne bomo prišli. Torej, vsi ti 3 dejavniki so izjemno pomembni za to, da lahko govorimo, da smo uspešni in učinkoviti. Zdaj, če se malo pohecam, kot sem že rekel, če imamo jasno opredeljene rezultate, pa vemo, kako priti, pa nimamo volje, cilje ne bomo dosegli. Če imamo jasno opredeljene rezultate dela in imamo zelo veliko motivacije, ampak ne vemo, kako do tja priti, bomo naredili mogoče tudi veliko škode. Lahko smo tudi zelo kompetentni, imamo veliko volje in seveda ne vemo, kam je smer, kam je cilj, in tudi ne bomo prišli na cilj. Torej, dobro upravljanje vseh teh 3 področij nam seveda omogoča naše pričakovanja, seveda, glede doseganja ciljev narediti realna. Torej, da naše ideje postanejo meso. Naslednje vprašanje, ki ga imam za vas, seveda je, če bi imeli vi možnost izbire, kako bi se raje počutili jutri, dobro ali slabo? In seveda večina vas odgovori v tem trenutku, da bi se radi dobro počutili. To je tudi, se dostikrat pohecam, znak mentalnega zdravja. Vsak mentalno zdrav človek, če bi imel možnost izbire, bi se v prihodnosti rad počutil dobro ali bolje. Eden od vas, jaz ne vidim, ker imam zdaj prezentacijo, ima zagotovo vključen mikrofon, ker šumi in brenči od zadaj. Ker se mogoče kdo, ki se je zdaj v tem trenutku priklopil, tako da bodite pozorni, da imate mikrofon izklopljen. Se opravičujem za ta vmesnik. Torej, vsi ljudje, ne glede na to, koliko smo stari, 5, 10, 20, 30, 50, 70 let, bi se v prihodnosti radi dobro počutili. Isto bi veljalo za vaše otroke. Ampak vam postavim eno tako spet, mogoče retorično vprašanje, ampak zelo na mestu. Če bi šlo za vaše otroke, kaj bi vi raje, da se oni jutri dobro počutijo? A, ker imajo srečo, da se dobro počutijo, B, ker imajo sposobnost, da počnejo stvari, zaradi katerih se dobro počutijo, ali C, ker jim vi pomagate, da se dobro počutijo. In seveda večina vas, ali pa kar vsi, ste zbrali seveda odgovor B. Torej, mularija, če se hoče dobro počutiti, naj v razmerah, v katerih so, počnejo stvari, zaradi katerih se dobro počutijo. Ali enako razmišljate tudi o sebi? Ali ste ves čas prepričani, da se počutite tako, kot se počutite, zaradi tega, kar vi počnete v določenih okoliščinah, ali preradi, pogosto razmišljate o tem, da je za vaše počutje kriv ali odgovoren nekdo drug, okoliščine, neprijetna stranka, nemogoči sodelavci, nemotivirane ekipe okrog vas in tako naprej. Ali vi, ker ne počnete tistih stvari, ki bi jih v določenih okoliščinah bilo potrebno početi. Seveda je logično, da se včasih pritožujemo nad okoliščinah. So zahtevne, so težke. Ampak ljudje se ne ločimo po tem, v kakšnih okoliščinah se znajdemo. Ločimo se po tem, kaj v določenih okoliščinah naredimo. Ena možnost je, da se usedemo v kot, se smilimo sami sebi ali pa se pritožujemo nad okoliščinami. In seveda druga, dosti bolj dinamična in zanimiva možnost je, da dvignemo rit in počnemo stvari najboljše, kar lahko v teh okoliščinah. In seveda pričakujemo določen rezultat. Seveda ljudje smo edina žival, ki živi v času preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Druge živali so čuječe, so tukaj in zdaj. Ne razmišljajo o tem, kaj se je dogajalo, ko sem bila majhna, ne vem, srna ne razmišlja, da je mama ga pustila eno noč samega in je šla ne vem kaj. To počnemo ljudje. Živimo v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. In ko razmišljamo, kako bi se radi počutili v prihodnosti, smo edina zopet žival, ki je sposobna iti v počutje, ki ni prijetno, v trpljenje, če presodi, da se bo po koncu seveda počutila dobro. Veste, kako izgleda požar. Žival, recimo rešitev za konja je čez 1,5 metra. On ne gre v ogenj, ne preskoči, z lahkoto bi preskočil ogenj brez nobene škode. Ne gre, ker ne vidi naprej. Ljudje gremo v vojno, če je treba, zaradi tega, ker imamo idejo, da se bomo potem počutili dobro. Tukaj sem se malo dlje časa ustavil, ker je to izjemno pomembna postavka, izjemno pomemben temelj, na kateremu gradim današnji razgovor z vami. Ljudje bojo naredili težke, zahtevne stvari, če bojo v njih videli smisel. Bojo vztrajali na delu, bojo šli v najbolj neprijetne situacije, če bojo v tem videli smisel, če bojo razumeli, da po tem, da se bojo res potrudili, res naredili ekstra mile, kot včasih rečemo, naredili nekaj več, bodo seveda potem dobili tudi tako imenovano plačilo. Plačilo ni vedno v materialnem smislu, ampak seveda tudi v dobrem počutju. Torej, zakaj so se ljudje zaposlili pri vas? Zaradi enega samega samega razloga. Da bi se potem, ko bi delali pri vas, počutili bolje. Pripravljeni so delati veliko, pripravljeni so se neprijetno počutiti, če vidijo, da se bojo potem dobro počutili. In to seveda velja tudi za krize, za neprijetnosti, kot sem prej omenil, za vojno, za izredne razmere. Ne? Če vidimo v tem smislu, če vidimo, da ta žrtev, da ta investicija energije ima upanje, da prinese eno zadovoljstvo, seveda potem ljudem ni težko, psihološko težko, seveda fizično lahko izjemno naporno, ne? In tudi v najzahtevnejše situacije. Da vam to še razložim zdaj z različnih zornih kotov in seveda dam veliko odgovorov in implikacij na vodenje. Če je do tukaj zdaj nastalo kakšno vprašanje, vam bom pokazal, kako si jaz zamišljam, da bi delali, ne? To pomeni, da jaz zdaj izklopim to prezentacijo. Če bi kdo zdaj v chat ali pa če je že kdo v chat napisal kakšno vprašanje, seveda sem izjemno zadovoljen, da na njega že odgovorim. Je mogoče kakšna stvar ali pa kakšna roko, če kdo dvigne, kakšno vprašanje ali pa komentar? Jaz sem imel eno vprašanje, kako se motivirati, če imamo cilje, nimamo pa v tem trenutku dovolj volje? Ok, super, odlična iztočnica. Torej, tisto, kar je ključno, da ljudje delamo kot vodja ali pa sami sabo, zdaj bom obe smeri bom razmišljal. Ne? To pomeni, kaj naredim kot vodja ali pa kaj naredim tudi kot posameznik. Pasivnost je smrt za kondicijo, smrt je za cilje, smrt je za to, da seveda pridemo kamorkoli hočemo, kamor je naš namen. Torej, svoje ljudi, tisto, kar vodja, zdaj najprej bom razmišljal skozi vodjo, zato da ne bom mešal. Tisto, kar vodja res lahko naredi za svoje zaposlene, je, da jim pomaga, da se aktivirajo, da jih spravi iz stanja pasivnosti, iz obupovanja in tako naprej, tudi takrat, ko nimajo motivacije, ne, da osmisli njihovo vedenje. Motivacija je čustveno stanje. Čustveno stanje je vedno posledica. Ne? To pomeni, pred težkim delom, pred zahtevnim delom smo v bistvu mi motivirani zgolj z vidika zrelosti, zgolj z vidika odgovornosti, zgolj z vidika izkušnje, ki jo imamo, da bomo po opravljenem delu se dobro počutili. Večina ali pa veliko ljudi, ki ima težave z motivacijo, ima težave z čim? S tem, da dobijo po koncu opravljenega dela napačno povratno informacijo. Glejte, hvala za to vprašanje, bom narisal. Živimo v analognem svetu, ampak z govorom ga delamo digitalnega. In sicer, mi lahko naredimo nič, lahko naredimo vse. Lahko naredimo narobe, lahko naredimo prav. Ampak večina od vas večinoma dela prav, dela ok in tu in tam nekaj naredi, kar ni
prav, ni okej, je narobe. Kako se ljudje počutimo, ko delamo dobro in vidimo rezultate, se počutimo seveda tudi dobro. In seveda, ko ne delamo dobro in niso rezultati dobri, se ne počutimo dobro. Samo potem pride ta slovenska posebnost. Slovenska posebnost dajanja povratne informacije. In seveda, ko končamo delo, ki je bilo večinoma seveda narejeno dobro, si o čem dajemo povratne informacije? Kaj smo pravi Slovenci? Seveda, da večino časa debatiramo o tem, kar ni okej. Torej, večino časa delamo dobro in večino časa se pogovarjamo o tem, kar ni okej. In kako se počutimo takrat, ko govorimo o tem, kar ni okej, smo že prej ugotovili, da ne dobro oziroma slabo. In potem imate situacijo, zdaj, če gre malo širše, kot je v Sloveniji, ko večinoma delamo dobro in se večinoma počutimo za en drek. Se upravičujem, ker tako sočno razložim. In seveda, ko imate vi zdaj svoje sodelavce, ki bi jih želeli motivirati za veliko in dobro delati, se kaj zgodi? Oni točno vejo, kako se bojo počutili na koncu. Sicer bojo dobili plačo, bojo opravili neko delo. To se bojo 15. mesecu dobro počutili, ker bojo videli, da socialna varnost deluje, da bojo dobili, ne vem, plačilo za opravljeno delo. Ampak ves čas se pa počutijo slabo. Torej, zato, da bi lahko ali sebe, a pa predvsem pa druge motivirali, je ta osredotočenost na tisto, kar delamo dobro. In tukaj je prvo moje priporočilo. Ko komunicirate z ljudmi, ko jim dajete povratno informacijo, komuniciramo dve stvari. Prva, kaj je okej, in druga stvar, kaj še je za narediti, če ne znamo narediti. Torej, jaz sem zadovoljen s tem, kako ste organizirali današnje srečanje in tako naprej, bi pa želel naslednjič, da preden spustimo ljudi v lobi, par minut prej, preverimo še enkrat zvok. To je povratna informacija. Ni povratna informacija, saj je v redu, vsi smo dobro delali, sem jebem ti, kako smo začeli, če bi vedno tako začeli kot danes, ne vem, kam bi prišli. Ne? To je to slovensko jamranje. Torej je dobro, imamo ogromno ljudi, dobro delamo, dobro smo začeli, naslednjič bomo še bolj pozorni pri tem, kako z zvokom testiramo tik pred začetkom. In to nas dvigne. Vemo, na kaj je treba biti pozoren in to pomaga ljudem, ko govorimo o osebni zdaj motivaciji, ne, ko je težko, ko vemo, kam moramo priti, pa se nam ne da, da veš, kaj narediti, da veš, kaj so koraki. Ne, če cilj preveč oddaljen, ne moremo. Glede, jaz teoretično vem v nulo, kako se preteče maraton. Si daš pajkice, superge in tečeš 42 km. Tako, evo. Teoretično meni vse jasno. Ma nimam kondicije, da to naredim. In če jaz vem, da je ta cilj dosegljiv naslednjega pol leta, s tem, da grem danes hitro hoditi ene par kilometrov, toliko, da vidim, kakšen puls se mi naredi, koliko kondicije imam, pol malo tečem, malo hodim in potem si naredim načrt. Torej, jasen načrt z tistim majhnim premikom in jasno povratno informacijo o doseženih ciljih in kaj še narediti, zato da bomo našli motivacijo. Zaključek, motivacija je hitro pokvarljiva roba, ko bi jo najbolj rabili, je ni. Torej, motivacija je najvišja, ko zaključite. Se spomnite, vsi ste podjetniki, ki me poslušate. Je res? Kdaj imate vi največjo motivacijo? Ja, ko končate eno delo, ker ste zadovoljni, ker ste srečni. Ko z največjo stranko ali pa najzahtevnejšo stranko, ki je bilo mučno se pogajati, na koncu podpiše dogovor, tako kot vam ustreza. Takrat ste srečni, takrat bi delali čuda enih stvari. Takrat bi šli takoj delati kaj drugega, razen če ste seveda zelo utrujeni. Ne? Ampak takrat imamo največ motivacije. Motivacija je ključna takrat, ko nimamo tega veselja, ko nimamo te radosti. In takrat je seveda potrebno imeti jasno postavljene cilje in graditi to kondicijo, dobesedno, psihično kondicijo. To je danes to predavanje tako pomembno v naslovu, ne? Kako biti psihološko fit, ker na motivacijo, takrat, ko gre vse narobe, ni za računati. Se bil malo širši, ampak upam, da sem šel v smeri, ki vas zanima, ki vam je všeč, ki vam predstavlja, bom rekel, en dodaten razmislek. Gremo nazaj. Da utemeljim to, kar sem zdaj povedal, še dodatno, še z večjim žarom in strastjo. Preprosto vprašanje spet. Kaj počnemo vsi ljudje na tem svetu? Zamislite si najrazličnejša vedenja. Boste ugotovili, da vsi, dihamo, jemo, spimo, pijemo, delamo. Če bi dali vse to na skupni imenovalec, bi ugotovili, da ne počnemo nič drugega. Torej, odkar prvič vdahnemo, dokler zadnjič izdahnemo, ne počnemo nič drugega, kot bolj ali manj učinkovito zadovoljujemo svoje potrebe. Torej, vse naše vedenje
je zadovoljanje potreb. Torej, vedeti, kaj so naše potrebe, je isto kot vedeti, kaj so naši cilji. Torej, evolucijsko, ena ključnih strani, zato se spomnite, sem napisal, kaj je naš cilj, kaj je tvoja potreba, kaj potrebuješ v svojem življenju. To je temeljno človeško vprašanje. In seveda drugo, kako priti do cilja, kako priti, kako zadovoljiti to potrebo. A tisto vprašanje, zato da se vrnem na somotivacijo, ki je ključno tukaj, je, kako vemo, da so naše potrebe zadovoljene. Kako vi veste, da ste dosegli en cilj. Brez da ga zmirite, brez da veste. Samo na en način. Se dobro počutite. Torej, dobro počutje je evolucijska informacija, zato da vemo, da so naše potrebe dobro zadovoljene, da so cilji, kot smo si jih zastavili, doseženi. Seveda obstaja ogromno kompleksnih ciljev, ki niso popolno doseženi. To pomeni, so tudi različne stopnje zadovoljstva. Nam je všeč, ker imamo službo, zdaj bomo mogli hoditi vsako jutro tja delati. Smo super, da smo dobili pomembno stranko, ampak zdaj bo zahtevna, bo hotela kakovost, bo hotela roke in tako naprej, pa smo dali penale v naše pogodbe, bo zelo, zelo zahtevno. Nam je pa všeč, da pa imamo posel, da imamo delo, da nam zaupa tako pomembna stranka. Ta kompleksnost je seveda del sveta, ki ga danes živimo, in seveda nam nalaga, da se na to kompleksnost prilagodimo. Zato so tako pomembne izkušnje. Zato je neverjetno pomembno, da in vi, in vaši sodelavci imajo čim več izkušenj, da ne govorimo o vaših otrocih, tisti, ki imate otroke, da imajo čim več izkušenj, da razumejo, da ne morejo na kompleksne situacije gledati ves čas enoznačno. Zakaj se danes tudi mladi ne odločijo za otroke? Zato, ker ne znajo te kompleksnosti živeti. Oni bi imeli otroka, da ga slikajo na Instagram, da je on lep, da je on super, a pismo cele noči joka, pol lahko zboli, pol lahko kaj narobe in tako naprej. Torej, ta kompleksnost, isto v poslovnem vidiku, koliko vaših sodelavcev ima bistveno boljše ideje poslovne kot vi. So sterilni. Zakaj? Ker ne grejo v podjetniške vode. Vi ste toliko prismojeni, da znate in zmorete živeti v tej strašljivi kompleksnosti strasti po poslu, po gradnji, po tveganju, po ustvarjanju, kreiranju, videti tja, kamor noben ne vidi. In seveda tudi tja iti. In seveda marsikdo vidi vaš avto, vidi vašo plačo, vidi vaš računalnik, vidi vašo uro, ki jo imate in tako naprej. Ampak tukaj zraven vse kompleksnosti seveda sodijo tudi trenutki, ko se ne počutimo dobro. Ko nam je presneto jasno, da naše potrebe niso zadovoljene. Da seveda nek cilj je dosežen, ampak ena paleta drugih pa ne. Celo nas odmika. Kolikokrat ste en cilj, ki vam je pomemben, to je družina, vaše zdravje, blagostanje, zanemarili, ker ste v tej kompleksnosti izbrali sestanek. Še pred pol leta nazaj, pa 10 mesecev nazaj, si bil največji frajer, če si prišel bolan delati. Kaj tebi podjetje pomeni? Vidiš pripadnost, predanost. Danes, Bog ne daj, da se z šmrkastim nosom pojaviš v pisarni. Danes sem šel v trgovino in se mi je slina zataknila v sapnik in sem hotel kašljati. Niti slučajno, držal si usta, kašljaš. To je čista stigma danes kašljati v trgovini. Tudi če imam masko, tudi če imam vse. Kako se svet v tej kompleksnosti, lejte, kako se spremeni v sekundi. No, če se vrnem nazaj, seveda je čudovito, ko imate take ljudi, ki se tako lotijo dela. To je čista nagrada, to je tisto, bom rekel, situacija, v kateri dejansko pograbimo ljudi naprej. Ampak večinoma v vsej kompleksnosti imamo ogromno tudi takih čustev v sebi. Dvomov, negotovosti, nerazaupanja, nerazumevanja. In seveda te izredne razmere, dajmo jim reči izredne, kompleksne razmere, v katerih danes živimo, so seveda igro dramatično zakomplicirale, ker so eno stvar, to je človeško zdravje, kot prioriteto, kot tisto vrednoto, ki nam je običajno zelo visoko, čeprav če smo zdravi, jo pozabimo na njo, postavlja tako v ospredje, da seveda presojamo tako službo, kot medosebne odnose, kot delo, kot cilje, seveda iz vidika te vrednote. Ali bomo z načinom, kako hočemo delati, ustvarjati, kreirati, upravljati odnose, seveda tudi to vrednoto zdravje učinkovito upravljali, da se ne bi zgodilo
kaj, česar si vsi skupaj ne želimo. Torej, da bi mi ali naši bližnji, še posebej tisti, ki imamo starejše starše, seveda zboleli in da bi ta bolezen seveda se pokazala v tisti najširši luči. Torej, ta negotovost, ki jo živimo danes, je nekaj, kar vodja, kar lider, v pravi pomenu besede, namenoma se izogibam besede menedžer, ker je preveč tehnična, ker je preveč excelovska, ker je preveč strukturno vezana bolj na proces, iz katerega je izvzeto čustvovanje, empatija, medsebojno razumevanje in tako naprej. In govorim o vodjih, ki vodijo ljudi, seveda z vsemi kompetencami menedžerskega področja. Spet si bom vzel, ker mi je všeč, če na hitro bom pogledal, če je morda kdo v chat napisal kakršnokoli vprašanje, da vidim, če je kaj novega. Gospod Zardel, eno zelo zanimivo vprašanje, zelo praktično. Gospod Sebastian Kepic sprašuje, če je na kupu ogromno težjih zgodb, ali se usmeriš najprej v najbolj nujno ali pa v tisto najbolj možno za uspeh? Če bi znal odgovoriti na to vprašanje, bi seveda ne danes predaval, ne bi pil mojito pod kakšno palmo. Jaz se dostikrat rečem, da so določene situacije, ki jih ne moreš v bistvu prebrati v eni knjigi, še posebej, ko imamo te sheme nujno, potrebno in tako naprej. Včasih je vaša intuicija, čista človeška intuicija, da dejansko res morda najprej naredi tisto stvar, ki dejansko pokaže, da je ekipa sposobna doseči cilj, da lahko naredi in dobi tam tisti zagon, da naredi potem seveda bolj učinkovito tisto stvar, ki je nujna. Po drugi strani, seveda, če ne naredite tistega, kar je nujnega, se lahko včasih je to porazno in katastrofalno za ljudi, za poslovanje ali za podjetje. Tako da tukaj je dostikrat, ne vem, če imam dovolj časa, ki bi razne anekdote dal, da bi bolj temeljito odgovoril, ampak upam, da sem bil dovolj jasen. Spodaj je še eno izjemno zanimivo vprašanje, ga bom kar jaz prebral. Kako naj se mladi naučimo soočati in sprejemati to kompleksnost, o kateri govorite? Pojte v izkušnjo. Zahtevajte od starejših. Razmišljam tudi, recimo, da ste vi podjetnica ali pa da ste direktor enega podjetja, tudi če ste mladi in tako naprej. Vzemite si največji kos izkušnje. Pejte v izkušnjo, ne predajajte drugim, bom rekel, tisto, kar lahko sami naredite. In seveda po drugi strani je seveda izkušnja tudi to, da vodite ljudi, tudi da delegirate, tudi da se ne prepustite temu, bom rekel, menedžerskemu sindromu, ko v bistvu potem vse drugi naredijo namesto vas. Torej, čim več izkušnje. Ne morem drugače povedati. In seveda, če imate ljudi, ki vas postavljajo v situacije in vam dodeljujejo delo, zahtevajte, da greste v najzahtevnejše situacije čim prej. Lastniki, podjetniki se ne zavedajo, koliko so tvegali. Ko pridejo v resna podjetja, resne številke ljudi in tako naprej, postanejo bolj previdni, večina njih, je moja izkušnja tudi preko coachinga, tudi po načinu dela, kako mi ljudje pripovedujejo, postanejo izrazito bolj previdni in seveda ne želijo, da bi drugi toliko tvegali, kot so oni, seveda imajo veliko odgovornost, pa veliko število ljudi, pa zaposlenih in tako naprej, tako da včasih v bistvu seveda se začne dogajati tista spirala, ki seveda jemlje ljudem, jaz rečem, kisik, zrak, to pomeni, čim manj izkušenj bom jaz naredil, jaz vem, bolj zanesljivo bo, če bom jaz naredil, in takrat seveda se začne ta spirala, ki gre v napačno smer, torej ne v rast, ampak zopet, ko bi rekel, se podjetje krči, namesto da bi se širilo. Upam, da sem kolikor toliko odgovoril na vaše vprašanje. Vidim, da sem zdaj izčrpal, pa grem seveda nazaj na prezentacijo. Zdaj, če se pogovarjamo o potrebah, rekli smo, da ljudje se zaposlijo zato, ker želijo zadovoljiti nekatere svoje potrebe. Gre v partnerstvo, ker želijo zadovoljiti nekatere svoje potrebe. Gre v trgovino zjutraj, želijo zadovoljiti svoje potrebe. Zdaj, glede na te izredne razmere, samoizolacijo, karanteno, tveganja, ki nastajajo in tako naprej, je temeljno vprašanje, ali imajo ljudje v teh časih izrednih razmer drugačne potrebe, kot jih imajo, če lahko v navednicah rečem, v mirnodobnih razmerah.
In seveda zdaj razmišljate, ali ja ali ne. Odgovor je seveda zelo, zelo preprost. Namenoma sem dal zdaj tukaj ta zapor, da če bi ljudje imeli drugačne potrebe v časih izolacije, potem ljudem ne bi bilo grozno biti v zaporu. Ker sem v zaporu, torej ne morem videti svojih otrok, svoje partnerke ali kakorkoli že, in nimam te potrebe. Ne, tudi v časih karantene, tudi v časih izolacije imamo ljudje popolnoma enake potrebe. Tudi če ni vode, mi še vedno rabimo 2 litra vode na dan. Tudi če ni hrane, rabimo seveda 2000 kalorij plus minus seveda na dan. Torej, ne glede na okoliščine, ljudje ohranijo ves čas enak spekter potreb. To pomeni tudi v časih samoizolacije, ne glede na to, tudi te karantene, razmer, ko delate preko Zooma, Webexa, Teamsov in tako naprej, je seveda ključno, da vodja razume, da njegovi ljudje potrebujejo vso tisto hrano, če mi dovolite reči v navednicah, ki jo dobijo ob normalnem delovanju. Stike, novice, pogovore, povratne informacije in tako naprej. In seveda je potrebno v teh časih poskrbeti, da se ne pozabimo. Izjemno pomembno je, da to negotovost v teh časih pravilno upravljamo. Torej, upravljanje negotovosti, tega ne vem, kako se bom počutil čez nekaj časa. Si predstavljate, kaj, danes smo govorili o tem, da se vsi želimo čim boljše počutiti v prihodnosti. In negotovost pomeni, ne vem, kako se bom prihodnje počutil. Tukaj pride do temeljev, bo rekel, našega bistva, spet do izraza ta naša slovenskost, če mi dovolite. Ko v bistvu še takrat, ko nam je vse v redu, se šlepamo na to negotovost. Ti kako si? Imaš službo? Imam sem, ne vem, kaj bo jutri. Torej, delujemo odgovorni. Ti kaj pa zdravje, zdaj je bilo kar v redu in to sem lep pismo, zdaj ta jesen, pa to ne vem, kako bomo prišli skozi. Kaj pa poslovno? Poslovno je bilo precej v redu, sem drugo leto porkala, ne vem, kako se bomo obnesli. Torej, ves čas živimo v negotovosti. In seveda ne samo vi, ne samo vodje, tudi seveda vaši zaposleni. Torej, prinašati nerazum ljudje, bom potem tudi nekaj o tem povedal, nerazum, ampak negotovost je čustveno stanje ljudje. Še posebej ta klasičen menedžerski duh nam poskuša dati, povej jim številke, povej jim dejstva, povej jim, koliko dela imamo, povej, koliko strank imamo, povej, kakšno je stanje na računu in tako naprej. To bo odvzelo negotovost. Figo. To delno vzame negotovost. Ključna stvar, ne glede na to, kakšen je rezultat, ki jim bo dala gotovost, je njihov občutek, kako ste vi. To ste vi. Ste v redu, niste v redu, ste suvereni, niste suvereni, vas je strah, vas ni strah, se dobro počutite, ste zdravi, niste zdravi. In seveda, tudi mi smo včasih, nas je strah, tudi meni včasih ne, tudi jaz včasih zbolim. Ja, in takrat je to treba transparentno, hitro in učinkovito komunicirati. Ja, me je strah, kaj bo naslednje 3-4 mesece. Ne vemo, kako bomo naš poslovni model umestili v potencialno novo samoizolacijo in tako naprej. Ampak računam na vas, računam na vaše ideje, računam na vašo pomoč. Takrat, torej biti živ, biti človek z vsemi čustvi, jih transparentno pokazati in hkrati, tisto, kar danes res ves čas poudarjam, pokazati v prihodnosti tisti cilj, ki je realen, v katerega vi verjamete, je ključ za zmanjševanje te negotovosti. Glejte, zaupanje, pripadnost in sodelovanje, to ni nekaj, kar je bilo vedno v naši vrsti. Torej, vprašanje, milijoni let evolucije so nas kaj naučili? Naučili so nas, da zato, da lahko preživimo kot ljudje v svetu takem, kot je potrebno sodelovati. Človek nima nobenih takih konkurenčnih prednosti, da bi v tem svetu takem, kot je, in on tak, kot je, seveda preživel sam. Veliko lažje in sploh lahko preživimo, če sodelujemo, če zaupamo drug drugemu. In še posebej v stiski, še posebej v takih časih, ko so zdaj, je ključno zaupanje. Da verjamemo drug v drugega. 3 temeljni
kamni so, na katerih temelji zaupanje. In sicer, zaupanje se razvije po 3 linijah. Prva linija je bazično zaupanje. Torej, s kakšnim osnovnim temeljnim zaupanjem ste se rodili? Torej, ko mi pridemo na svet, eni otroci izjemno zaupajo, gre v roko enega, drugega, tretjega človeka, ne? Eden niti slučajno, da ga date v druge roke, joče, protestira in tako naprej. Ne zaupa. Torej, vi imate ljudi, ki bojo kupili vsako vašo idejo, vsak stavek, se bojo hranili z vašim optimizmom, in imate ljudi, ki seveda od vašega optimizma, od vašega vizije in tako naprej, ne bojo imeli veliko. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo zelo, zelo nizko bazično zaupanje. Kako jim lahko pomagamo? Samo na en način. Na način, to je drugi temelj, kako se gradi zaupanje, preko izkušenj. Torej, še tako nezaupljivi ljudje, vi lahko zdaj imate pred očmi ljudi, ki so tako strašljivo nezaupljivi, da rečete, da nikoli ne bo zaupal. Pa vas vprašam, se ta človek vozi z avtom? Ja, z avtom se vozi. To pomeni zaupal vsem, ki so sestavili ta avto, da bojo bremze delali, ko jih bo rabil. Zaupal vsem, ko se vozi po cestah, da bojo vozili po svoji strani. To pomeni, kaj vi lahko naredite, da bo v vašem svetu nekaj tako zanesljivo, kot so bremze, kot so to, da ljudje vozimo vsak po svoji strani ceste. Katere izkušnje lahko v podjetju naredimo take, da se vedno rečemo, torej, če boste karkoli rabili, smo mi tukaj in potem ste res tam. In tako naprej. Torej, kaj vi lahko seveda delate vsak dan, ne zdaj, ko je kriza, seveda super, če imate na zalogo kakršnekoli izkušnje, ko ste, bom rekel, preko težkih, zahtevnih poslovnih obdobij z sodelovanjem seveda izšli kot zmagovalci. In seveda to poudarja, to prinašati naprej. Ampak ne skozi kritiko, ne? Takrat je bilo v redu, zdaj pa ne vemo, kako bo. Ne? Takrat je bilo v redu, kaj moramo zdaj še narediti? Vedno sledimo ta koncept. In potem se bo kaj zgodilo? Potem se bo zgodila ena lepa stvar. Torej, tretji temelj, na katerih temelji zaupanje, je zaupanje institucijam. Torej, ko se naberejo te izkušnje v družbi, ne, vam ni treba, ko pridete na klinični center in pride nekdo, ki ima tukaj napisano doktor Zvir, reče, doktor Zvir, vsak lahko da to značko gor, dajte mi prosim osebno. Kdaj ste od zdravnika že zahtevali, da vam da osebno, da preverite njegovo istovetnost, če ga niste poznali? Ok, zdaj smo videli, da ste doktor Zvir, zdaj pa pokažite diplomo, pa dokazilo o specialističnem izpitu, če boste zdaj neki šarli po meni. Tega ne naredimo, zato ker zaupamo institucijam. Se včasih zgodi, da se tudi institucije nekdo prinese naokrog. Ampak načeloma, zato da privarčujemo na času, da privarčujemo na energiji in tako naprej, načeloma institucijam zaupamo. A razmišljate kdaj o svojem podjetju kot o instituciji? Mogoče posredno zagotovo vsi. Naše podjetje zagotavlja te in te storitve. Mi naredimo to v 24 urah, konkurenca je sposobna to narediti ne vem kdaj. In tako naprej. To kakovost, ki jo mi zagotavljamo, mi kot institucija. Govorite z vašimi zaposlenimi o tem. Dejte jim informacijo, kaj vi ste v teh 5, 10, 15 letih, pa 100, kar funkcionirate, kar obstajate. Zakaj je vaše podjetje institucija? Ker je ta dostava, delivery, meni je všeč beseda, dostavite rezultat v skladu z dogovorom. Če ne zmorete, naredimo to in to, ampak vedno v zadovoljstvo, obojestransko. Torej, izgradnja tega zaupanja, seveda, jaz vam zdaj mogoče ni niti časa, ni niti mesto, ne? Kako začeti sestanke, kaj komunicirati, kaj sporočati, na katere vse metode, kolikokrat kličete svoje zaposlene, če imate velika podjetja, vsaj tisti prvi krog. Kako ste z njimi na zvezi, da jih vprašate, kako so kot ljudje, kakšne izkušnje oni dobivajo, kako širše komunicirate uspešne zgodbe posameznih oddelkov, da predstavljate seveda podjetje kot institucijo vsem deležnikom. Torej, tukaj je, kot pravim, ogromno za razmišljati. Preden gremo na naslednji, grem spet ven, pa vas vprašam, in pogledam se tudi, če je kakšen komentar ali kakšno vprašanje. Evo, super. Tukaj imam eno prvo vprašanje. Jaz imam občutek, da kolegom vedno jasno povem, kaj je po moje bilo prav in kaj narobe, pa imam občutek, da se kljub temu pogosto zgodi, da se isti vzorci napake ponavljajo, oziroma se kljub temu pristop ne spremeni.
Kolega pravi, maksimalno se trudim, oziroma trudimo v oddelku, kaj še poskusimo, oziroma drugače naredim. Evo. En del seveda razgovora, oziroma tega odnosa je povem razgovor, ampak vedno, ko z drugimi bom zbrisal pa napisal, ker ta beseda, ki bi jo napisal, bi rad, da sveti za mano nekaj časa. Spomnite se, že sami, Matej, se spomnite, da ko vam je starš nekaj, temu reči, tupil v glavo, razlagal in tako naprej, a je to imelo večji efekt, ali je večji efekt so naredile posledice, ki so nastale po vaših vedenjih. Torej, ključna stvar, ne, ko poveste svojim sodelavcem, kaj je bilo prav, se ne poveste, tu je še ena majhna, bom rekel, priložnost za izboljšanje, rečete in kaj narobe. Ne kaj je narobe, kaj je prav in kaj je treba naslednjič narediti. Ker tukaj se pokaže veličina vodje, ne da kritizira to, kar ni narejeno. Ampak kaj naj naredijo, da bo drugič prav? Oziroma, če vi ne veste, jih vprašajte njih, da razmišljajo, preden se drugič lotijo, kako bi eno stvar izpeljali, da bo narejena prav. In vedno nastanejo posledice. Če je posledica zgolj moja predavanje, moja pridiga, ne bo rekli, ga kritizira non-stop, tako kot smo prej rekli, na večino delamo dobro, on se zanaša samo na tisto, kar je narejeno slabo. Torej, kaj je okej, kaj je še za narediti in potem posledice. Kaj vse je lahko posledica? Najbolj učinkovita posledica je, da bodo ljudje spremenili vedenje, da naredijo sami še enkrat. Tisti starši, ki so vzgojili odgovorne otroke, so si vzeli čas in jim ni bilo škode, ki je nastala, ko so otroci poskušali. Ampak samo, če ste poskušali, ste odgovarjam zdaj tudi kolegici, ki je prej postavila vprašanje o izkušnjah, ste pridobili prepotrebne izkušnje in ste začeli razmišljati o sebi in svoji odgovornosti drugače. Tisti trenutek, ko vi rečete, ok, bom jaz popravil Excelovo tabelico, saj boljš, kot da ti razlagam, naredim jaz hitreje. Ste naredili kardinalno napako vodenja. Ne. To je investicija, čas vaše razlage, kako naj naredi, oziroma to, da naredi še enkrat, da dobesedno takrat škoda nastane, v navednicah rečeno, ne, je tista posledica, ki seveda človeka uči delati boljše ali drugače. Upam, da sem bil razumljiv. Gledam malo na uro, koliko imamo časa še, pa bi rad še kar kaj povedal. Evo, Goran, kaj bi predlagali politikom in kriznemu štabu za epidemijo pri komuniciranju, da bi vsaj zmanjšali količino slovenskega jamranja, ker to negativno vpliva na družbeno klimo? Tukaj se bom v bistvu malček navezal na bi rad rekel kolegam, on je zdravnik, ne, kljub vsemu ne gremo skupaj preveč psihologi pa zdravniki, ne, na spoštovanega epidemiologa Alojza Ihana, ne. Alojz Ihan je opozoril na ta fenomen komuniciranja vlade z javnostjo. Ne? Vlada preko glavnega govorca komunicira z narodom kot oče z pubertetnikom. Nekaj ga šola, nekaj mu razlaga, nekaj se jezi, nekaj siten. Ne? Če ne boste, se bo pa nekaj zgodilo. Torej ne naredi posledic, ampak grozi, tako kot me je prej Matej vprašal. Ne? Povejo, kaj je v redu, povejo, kaj je narobe in potem nekaj sitnarijo. In vidite, kako se narod odzove. Če bi vlada preko res govorca, ki bi ga imela, pokazala, da je ta, dajmo reči, skrbniška, očetovska ali pa materinska vloga, ne, tista, kjer komunicira z zrelim človekom, tudi če ima 18 let, 5 let ali pa 65 let, ne, ko ti z otrokom komuniciraš kot zrelim človekom, odgovornim človekom, se ti ta bogato vrača nazaj. Čim, ko ga ti obravnavaš kot enega mulca, s katerim imaš probleme in težave, ti seveda na ta način vrača. Torej, jaz pogrešam pri vladi osebno, da z ljudmi govori ne z nekom, ki noče spoštovati profil, ki noče sodelovati, ki ga nič ne briga, ki je neodgovoren, ne? Tako se danes povprečen človek počuti. Ti moraš biti danes hudo natreniran, da komunikacijo vlade razumeš dobronamerno. Jaz razumem dobronamerno, jaz vem, da so v stiski, jaz vem, da ne znajo boljše, ne vejo kako. Jaz sem toleranten v tem kontekstu, ne? Ampak ne, eni si dajo masko dol, eni zahtevajo, da otroci ne nosijo mask v šoli, eni zahtevajo, trdijo, da je vse to ena fake izmišljotina in tako naprej. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, evo Goran, tista razlika, ki je ključna za to, da vzpostavimo družbo,
na tistih temeljih, da bi se zgodilo to, da bi se zgodila ta družba, v kateri bi jaz rad živel. Jaz že rad živim v Sloveniji, nimam problema s tem, ne? Ampak rad v tistem globokem smislu medsebojnega spoštovanja. Ne, da strukture družbe, upravne enote spoštujejo. Jaz, ko pridem na upravno enoto nekaj vprašati, se počutim, kot da sem imel 13 let. Zdaj ste vi prišli, zdaj bi vi nekaj delali, zdaj bi vi tam spremenili okno na svoji hiši, da vas vidim. Ne? Kot da sem star 13 let in sem očeta nekaj vprašal, kar je njemu grozno. V redu, gospod, ja, pravila so taka, pogoji so taki in mi se bomo potrudili, da bomo čim prej vam prišli nasproti. Super! Velja za katerokoli odgovorno osebo. Ne? Seveda vi ali pa mi v podjetništvu se znamo tako obnašati, je res. Se znamo tako obnašati. Znamo v bistvu razumeti hitro, kaj so posledice naše arogance, vzvišenosti, nesprejemanja drugih, nepripravljenost na kompromis, zapiranje posla. Na srečo države ne moramo zapreti, oziroma super, da ne moramo zapreti. Ne? Evo tako, toliko v tem kontekstu. Jaz sem pripravil sicer še nekaj teme, ne? Ampak ker se bližamo 11. uri, če se strinjate, Goran, bi jaz vendarle pustil še kakšen komentar ali pa vprašanje ljudi, kot da jaz zdaj razlagam še naprej temo. Mislim, da sem postavil ene izhodišča, ki omogočijo seveda še kakšno stvar, ki vas res zanima, odgovoriti. Absolutno. Me je zmedla ta lepa od Andreja Klančarja. Ste mi naredili, da mi je nerodno. Hvala vam za tako lepo povratno informacijo. Jaz lahko tudi za kakšno minuto še podaljšam. Ne? Lahko za 10-15 minut podaljšam. Seveda, absolutno lahko. Ok, hvala. A ste potem za to, da jaz sam še koncept stresa razložim? Imam še res par minut, pa potem odprem debato, lahko? Kar izvolite. Evo. Ker je pomembno, sam zato, da v bistvu vam pokažem, v kakšnih stiskah smo ljudje, pa kaj lahko tukaj naredimo z vidika energije, črpanja energije, ki jo potrebujemo za to, da lahko dobro funkcioniramo. Vi ste seveda slišali ogromno definicij stresa, kaj je, kaj ni, ste slišali o stresorjih, o dejavnikih. Ne? Jaz trdim, da stres kot tak ni zunaj nas, ni v neki težki situaciji, ampak stres je v naši interpretaciji zunanje situacije. Torej, ko mi interpretiramo okoliščine kot take, da bo v njih nemogoče ali pa zelo težko zadovoljiti svoje potrebe, takrat nastane stres. Stres je enako število rešitev, ulomljeno število problemov. Če je več problemov kot rešitev, štala. Je res? Če je več rešitev, toliko boljše, kot je problemov. Zdaj, problem zakaj se je stres evolucijsko pojavil? Dajte si vi zamišljati, kot da ste v tej goreči hiši. Ne? Če si mi zelo, zelo res dobro predstavljamo, da smo v tej hiši, da vse gori, da izginja naša preteklost, prihodnost, da so noter ljudje, ki jih imamo radi in tako naprej, seveda, če se zelo, zelo vživimo v to sliko, se bo začela stresna reakcija. Zakaj? Ker stres, smo rekli, je reakcija telesa na neko nevarnost. Torej, mi ocenimo, da je ena situacija tako nevarna, da ne bomo mogli zadovoljiti svojih potreb. Ne? Tisto, kar je neizmerno pomembno, in to je seveda ta moje sporočilo, ki sem ga želel poudariti, je, da naše žleze z notranjim izločanjem ne ločijo med domišljijo in realnostjo. Torej, tisti trenutek, ko se mi vživimo v nek strah, v neko negotovost, takrat seveda nadledvična žleza brizga adrenalin, noradrenalin, hipofiza, vse te hormone, ki nas pripravljajo na boj ali beg. Torej, ne glede na to, ali mi imamo službo, ali smo zdravi ali ne, če mi intenzivno razmišljamo o bolezni, o smrti, o poškodbi, o zaprtju posla in tako naprej, se naše telo pripravlja na boj ali beg. In če smo mi v tej situaciji pasivni, v nas vse dela, mi ne naredimo nič, takrat se začenjajo grozljivi dejavniki tveganja za vso psihosomatiko. Od tistih najbolj preprostih, kot so nespečnost, nervoza, pozabljanje besed, do malo bolj zahtevnih, kot so čir na želodcu, težave s prebavo in tako naprej, do najzahtevnejših, kot so rak, razne avtoimune bolezni in tako naprej. Odvisno od dolžine trajanja in od naše seveda sposobnosti uživljanja v te zahtevne seveda situacije.
Ne? In tukaj seveda zaključujem to misel, pa bom pol prepustil debato, ne? Je ta slovenski fenomen sekiranja na zalogo. Ne? To pomeni, ko mi poskušamo biti odgovorni, ne? Razmišljamo o vseh mogočih stvareh, ki grejo lahko narobe. Kaj gre vse lahko narobe? Ne? In mislimo, da smo za to odgovorni, da čuvamo podjetje, da bomo bolj seveda učinkoviti, da bo večja verjetnost, da bomo prišli dobro skozi, ne? Ampak v bistvu to je samo poskus kontrole. V 5 uri zjutraj vi poskušate nadzirati stvari, ki jih ne morete nadzirati, namesto da bi spali. Ko se igrate z otrokom, poskušate razmišljati, kaj boste jutri naredili in tako naprej. Namesto da bi se regenerirali, ko je čas. Seveda boste zdaj marsikdo rekel, ja, kako pa to naredimo. Ne? Spet je trening, tako kot jaz ne morem maratona preteči. Zdaj, če se zmislim, ne? Tako ne morem seveda odmisliti vsega slabega, kar sem navajen razmišljati. Prvo stvar, res ne šalim, ampak je malo za šalo, ne? Poskušajte, ko ne morete svojih misli spraviti na eno bolj pozitivno razmišljanje, vzemite 3 žogce za tenis in začnite žonglirati. Žongliranje je dovolj kompleksna aktivnost, da če želite ohraniti žogice v zraku, morate razmišljati o tem, kaj počnete. Čeprav gre intuitivno roke, ampak je treba gledati, je treba biti prisoten, ne? Prav čuječnost, biti čuječ, prisoten v teh žogicah, če ne vam padejo po tleh. In če na tem vztrajate, se boste učili odmisliti tiste skrbi, ki vam ne pustijo spati in tako naprej. Zdaj, širše, katerakoli kompleksna aktivnost, v katero spet vi padete noter, seveda zmanjša tveganje, da boste razmišljali o, mi dovolite, seveda neumnostih. To pomeni o kontroliranju stvari, ki jih ne morete kontrolirati. Sam koncept pozitivne miselnosti, same ideje, kaj in kako seveda vzeti življenje v svoje roke, je seveda, bom rekel, prilika za še kakšno drugo srečanje, pa kakšno drugo zabavo na ta način. Jaz zame še vedno rečem, taka predavanja, taka srečanja so ena velika tudi zabava. Grem nazaj, evo, kako preprečiti sekiranje na zalogo, Goran sem že, upam, odgovoril, ne? Katerakoli kompleksna aktivnost. Če se zdaj že lahko še malo pošalim, ne? Ko sem delal z študenti, ki niso mogli spati, mladim in tako naprej, sem rekel, kateri predmet je najbolj dolgočasen, ne? Evo, zgodovina v srednji šoli, ne? Vzemi zgodovinsko knjigo, če ne moreš spati, vsi zaspijo čez 5 minut, so vsi trdno spijo, mater, ne? Torej, greš v neko drugo aktivnost, ne? Ker odvzameš hrano tem neprijetnim mislim sekiranja, ne? Zelo zanimivo vprašanje imamo tukaj. Je torej povečanje težav zaradi stresa posledica vse večjih ali večjega števila potreb, ki morda niso naše, ampak so vsiljene? Od začetka, dajmo reči, človeške evolucije, ne, imamo enako število potreb, vedno enako število potreb, torej ni večjega števila potreb, imamo pa več želja. Želja je socializirana potreba. Torej, vi rabite 2 litra tekočine na dan, ne? En bi rad Coca-Colo, en bi vino, en bi špricer, en bi ne vem kaj in tako naprej. Torej, ni večje število potreb, ampak imamo vse večje število želja. In ja, če rečemo vse večje število želja, potem pa je vaš oklepaj zelo, zelo drži, ne? Morda niso naše, ampak so vsiljene. To je pa umetnost potrošniške družbe, ne? Ki nas seveda kot ene vrste toboga ne usmirja na tanko tja, kjer nas želi imeti. Zmerno jezne, zmerno prestrašne, zmerno razočarane, zmerno nervozne, ne, da bi se vso to nervozo, razočaranje, nesrečo, ne, kupili, monetizirali za neko materialno stvarjo, ne, kar je velika seveda bedarija. Evo, tukaj je bila od Simone ena ideja, kako v bistvu razložimo lahko še na kakšni drugi akademiji, sem za to, evo, boste, evo, tudi že ideja za akademijo zabeležena. Super, še kakšno vprašanje ali pa komentar, mogoče bi, če se kdo oglasi, dvigne roko, mu damo mogoče tudi prostor, da pokomentira. Lepo prosim. Ali na ta način, če vam ustreza, lahko pa tudi seveda dvignete roko. Tam na sredi imate, evo, če vidite, jaz sem zdaj dvignil roko, pa jo spustil nazaj. Lahko pa seveda še vedno desno napišete tudi v chat vaše vprašanje ali pa komentar.
Čudna tišina je. Goran, smo še na vezi, se slišimo? Ja, seveda sva na zvezi. Tudi jaz čakam, če bo še kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar. Če ne, v bistvu smo tudi lepo pripeljali v eno tako, da izzveni tudi naša razprava in debata. Ne? Drži. Jaz sem dobil idejo, če mi bo kdo od kolegov kdaj rekel, da ne more spati, bomo predlagal, da gre v knjižnico poskusiti nabrati najbolj dolgočasne knjige. In potem bo zvečer lahko zaspal. Ja. Mogoče je bo Andreja še enkrat, kako naj se mladi naučimo soočati in sprejemati to kompleksnost, o kateri govorite. To je vprašanje, ki je bilo že zastavljeno, nekaj malega sem o tem povedal. Jaz sem prepričan, da je vsako odraščanje, vsako sprejemanje kompleksnosti je vezano seveda tudi na neuspeh, morda tudi na tveganja, na katera včasih ljudje nismo pripravljeni. Ne. Jaz mislim, da je ena od najbolj pomembnih stvari, ki se v življenju seveda odučimo v osnovni šoli, je to, da lahko delamo napake. Ne. V šoli je to, da narediš napako, nekaj najbolj groznega. Ne. V podjetništvu je seveda pa to nekaj najbolj žlahtnega. In seveda po 9 letih osnovne šole, 4 letih srednje šole in marsikdo še 4-5 let faksa, ne, to pomeni 9 in 4 je 13 in 5 je 19, ne, mislim, kako se rekel, 9 in 4, 13 in 5 je 18 let. Mi imamo 18 let izkušnja, se ne smeš motiti, ne smeš delati napak. Najbolj narobe je delati napake, ne. Ampak v resnici, ne, ko se lotijo razvijati cepivo, ne, oni takoj grejo v nešteto enih možnosti, ne, in potem izločajo tiste, ki so narobe, zato da bi se prikopali do stvari, ki delujejo. Ker če bi iskali samo tisto stvar, ki delujejo, bi bilo to neizmerno časa porabljenega. Ne. Isto velja v življenju. Ne. Če bi v bistvu mi se učili zgolj samo takrat, ko delamo prav, ne, bi za to porabili ogromno časa in seveda ne bili preveč široki. Ne. Torej vse tiste neumnosti, ki smo jih počeli v puberteti in tako naprej, dajmo ohraniti čim kasneje v zrela leta, ne, in se veseliti tega, da seveda kompleksnost včasih nosi tudi palco, ne, ki nas useka po riti, ampak da je ta, seveda, jaz dostikrat bolečino imenujem za kvantni skok izkušnje. Ne. Bolečina je ključna za to, da se seveda tu in tam preskočimo cele mesece, cele leta enega učenja in pridemo tja, kamor si želimo priti. Še mogoče kakšno vprašanje ali pa komentar? Še vedno nas je 40 na mitingu. Če imate tudi tisti, ki mogoče še niste do zdaj kaj vprašali, vse imamo. Ja. Nimamo. Malo sem se pomaknil navzgor, pa potem sem mislil, da so nova vprašanja. Niso. Dobro, mogoče potem, gospod Goran, lahko počasi zaključiva to srečanje, pa se zahvaliva, saj jaz v mojem imenu vsem, ki ste bili prisotni. Hvala za komentarje, za vprašanje, tudi za te lepe misli in prepuščam besedo. Evo. Doktor Žadel, najlepša hvala, to je bilo res izjemno predavanje. Mislim, da smo vsi uživali in zaradi tega tudi skoraj vsi do konca ostali. Najlepša hvala, absolutno ste dobrodošli, mi bomo zelo skrbno gledali, kam vas še lahko povabimo. Jaz imam 2 ideje, ne samo ena, pa bom mogoče kdaj kasneje pokramljala. Bi pa zdaj ob koncu samo še enkrat ponovil vsem udeležencem, hvala za pozornost. Posnetek današnjega webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabimo vas seveda tudi k neposrednim vprašanjem našemu predavatelju po webinarju, kontakt vam posredujemo tekom dneva. Verjamemo tudi, da se vidimo na naslednjih SBC webinarjih. Prvi je 5. SBC webinar bo že jutri in sicer s podjetjem Kreatim na temo, kako na LinkedInu poiskati nove prodajne priložnosti. Najlepša hvala vsem za pozornost, najlepša hvala gospod Žadel za odlično predavanje. Ostanite vsi zdravi, srečno. Srečno, nasvidenje. Ja.